pravi, aktualno stanje v občini Brežice, ki je najhuje trenutno? No, najbolj so ogrožene vasi Krška vas, Loče, potem tudi Velike Malence, tam Čatež ob Savi, kjer kanalizacija prodira, tako da samo tudi turistično naselje Terme Čatež, kjer se dviguje podtalnica, tako da Sava pa še ne upada in so razmere še dosti kritične zaradi visokega pretoka, ki je trenutno okrog 3400 kubikov v sekundi. Ampak Sava zdaj ne bo več naraščala, ne? V bistvu. Se umirjajo, no, razmere na Savi. Se umirja, vendar nič ni rečeno, ne vemo, kaj bo še s padavinami, pa naprimer Litiji so še zmeraj tudi porasti vmes, tako da zna se še dogajati nekaj časa, da ustrezno pade vodostaj Save in se s tem tudi naprimer manj ogroža Krška vas, ki je pa sedaj precej ogrožena. Tako, no, se to samo to vprašati, kako je pa s Krško vasjo oziroma na splošno z vasmi ob Krki? Zaenkrat, ker Krka ni imela tako visokih pretokov, so ostale vasi še manj ogrožene. V Krški vasi pa zaradi tega, ker je bližina Save in ki ima visok vodostaj, pa tudi že prodira voda pod podtalnica, pod nasipi, samo naselje in ogroža hiše. In kaj dejansko pričakujete še danes, recimo v toku dneva? Kolikor se pač zniža vodostaj reke Save, bodo razmere dosti umirjene in bodo dosti lažje. Dobro, hvala lepa. Še mogoče gospod župan, ena izjava, vi ste bili zdaj na terenu, ste si ogledali trenutne razmere, kaj lahko rečete? No, jaz moram prvo povedati, da sem izjemno žalosten, da ni dokončana poplavna varnost. Tu se vidi, kakšne težave imamo po nepotrebnem. Konec koncem tudi Krška vas, ki je že delno poplavna varnost narejena, je bila projektirana na to, da bo prišlo do podladanja Save in pa ureditev poplavne vasi v Ločah, kar pomeni, da je bistveno nižji tale val in verjetno bi imeli bistveno manj težav. Seveda v tem trenutku vemo, da imamo velike težave še vedno tako v Krški vasi, na Čatežu in pa seveda Loče so poplavljene več ali manj 3/4 vasi, tako da je stanje ni nič kaj dosti boljše, kot je bilo pred delno poplavno zaščito. Seveda sreča imamo, da se ni tisti črn scenarij uresničil, ker je bilo napovedano okoli 3900 kubikov na sekundo. V tem primeru bi celo šlo verjetno do tega, da bi voda šla preko nasipov, kar pomeni seveda, da bi takrat bila škoda bistveno višja. Res pa je, da v tem trenutku še nismo konc na varnosti, zdaj se je začela dvigovati podtalnica, predvsem v Čatežu, zato je nujno, da dobimo čim prej močne črpalke iz zaščite in reševanja Slovenije, da bi bomo preprečili, da ne bi prišlo do poplavljanja zaradi podtalnic tako v Krški vasi in pa na Čatežu.